Najhujši serijski morilci. Serijski morilci so najzloglasnejši in resnično grozljivi zločinci. Njihova krutost in brezčutnost zavedno spremenijo življenje številnih ljudi, nekateri so se vtisnili tudi v temno zgodovino. To je le nekaj tistih, ki so pustili zelo viden pečat. Ted Bundy. Edward oziroma Ted Bundy je bil ameriški serijski morilec, ki je med letoma 1974 in 1978 umoril najmanj 30 žensk. Bil je znan po svojem šarmu in inteligenci, ki sta mu omogočali, da se je približal žrtvam. Po aretaciji leta 1978 se je sam zastopal na sodišču, a je bil na koncu obsojen na smrtno kazen. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer je bil ameriški serijski morilec, ki je od leta 1978 do leta 1991 umoril vsaj 17 ljudi. Bil je znan po tem, da je razkosaval svoje žrtve in jedel njihove dele telesa. Po aretaciji leta 1991 je bil obsojen na 15 zaporednih kazni do smrtnega zapora. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy je bil ameriški serijski morilec, ki je med letoma 1972 in 1978 umoril najmanj 33 mladih fantov in moških. Bil je znan po tem, da je svoje žrtve zvabil v svojo hišo pod pretvezo, da jih bo zaposlil pri svojem gradbenem podjetju, nato pa jih je mučil in umoril. Po aretaciji leta 1978 je bil obsojen na smrtno kazen. Gary Ridgway. Gary Ridgway, znan tudi kot morilec z Zelene reke, Green River Killer, je bil ameriški serijski morilec, ki je od leta 1982 do leta 2001 umoril najmanj 49 žensk. Bil je znan po tem, da je žrtve umoril v bližini reke Green River v Washingtonu. Po aretaciji leta 2001 se je zavezal, da bo sodeloval s policijo in priznal svoje zločine, da bi se izognil smrtni kazni. Bil je obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pomilostitve. A najhujši je skoraj gotovo bil Andrej Čikatilo. Andrej Čikatilo, znan tudi kot rostovski karunik, je bil eden izmed najhujših ruskih serijskih morilcev v zgodovini. Rojen je bil leta 1936 v Ukrajini in je v otroštvu doživljal nasilje in spolno zlorabo. Leta 1978 se je začela njegova krvava pot serijskega morilca, ko je umoril najmanj 52 ljudi, večinoma mladih deklet in žensk. Čikatilo je bil znan po svoji izredni krutosti do svojih žrtev. Navadno jih je zvabil z lažnimi obljubami o zaposlitvi ali plačilu za spolnost. Ko so bile žrtve v njegovem primežu, jih je mučil in spolno zlorabljal, preden jih je umoril. Čikatilo je svoje žrtve pogosto umoril s kladivom, nožem ali jih zadavil. Potem je požrl nekatere dele njihovih teles. Znan je bil tudi po tem, da je žrtve napadel v mestnih parkih ali na samotnih krajih in da je umore izvajal po celotni Rusiji. Po dolgotrajni preiskavi so Čikatila aretirali leta 1990. Na sodnem procesu leta 1992 se je branil z zanikanjem krivde, vendar so ga za 52 umorov obsodili na smrt in kazen izvedli leta 1994. Andrej Čikatilo je bil eden izmed najhujših in najbolj krutih serijskih morilcev do zdaj. Zaradi izjemnega nasilja do žrtev in izredno krutega izvajanja umorov ga lahko označimo za enega najhujših serijskih morilcev v zgodovini. Jack Rasparatch. Jack Rasparatch je najbolj znan serijski morilec, ki je bil aktiven v 19. stoletju v Londonu, v obdobju, znanem kot jesen groze. Med letoma 1888 in 1891 je bil povezan z najmanj 5 umori v predelu Whitechapel v Londonu. Ljudje so sicer prepričani, da je pravi Jack Rasparatch meril na revne in nemočne ženske, ki so pogosto delale kot prostitutke. Njegov zločinski slog je vključeval grozljivo razkosavanje trupel žrtev z ostrim nožem. Vendar njegova prava identiteta nikoli ni bila dokončno potrjena, njegovi zločini pa so ostali nerazrešeni. Jack Rasparatch je še danes znan kot eden najbolj zloglasnih serijskih morilcev v zgodovini, njegova zgodba pa je navdihnila številne knjige, filme in druge umetniške stvaritve.